Ja, tako da bo... Naš pričakoval, da boš tako veliko posebno. Ne, se stala je. Ja. Ali bomo pil? Imam mikrofone. Mislim, da deluje. To dela. Ok. Pa da dela, no? Probamo. Samo to. To pa dela. Ta dela. Ok. A to pa dela? Ško? Gdje bom vzel mojega? Probaš mojega dati, no? Začnemo, Andrej. Škaj, sam manjši zaplet za pointerjem, mogoče bo moj delal. Tega daš en, ja? Ker ta ne dela od hiše. Ne vem zakaj ne. Aha, to imaš tudi za sabo. Veš, koliko imam ga za vsak slučaj, vedno se boj za take primere. Mogoče ga treba prštati, da bi delal. Je. Ja, zdaj bomo videli. Aha, Bravo. vidiš? Zdaj pa lahko začnemo. Se mislim, da deluje že. Deluje? Ja. Torej, dober dan. Prisrčno pozdravljeni na predstavitvi nove knjige dr. Andreja Rahtena z naslovom Od Majniške deklaracije do Habsburške detronizacije, slovenska politika v času zadnjega habsburškega vladarja Karla. Najprej naj se prisrčno zahvalim gostiteljem, to je Centru za evropsko prihodnost, da nas ponovno gosti. To postaja tradicionalni kraj srečevanja z novimi knjigami dr. Andreja Rahtena in seveda hvala tudi Celjski Mohorjevi družbi, da je to knjigo sprejela v svoj program in da jo seveda, kot rečeno, v soorganizaciji obeh pobudnikov predstavljamo danes tukaj na Jablah. Danes je seveda nenaključno izbran dan za predstavitev te knjige. Obeležujemo, lahko bi rekla tudi praznujemo 99-letnico ali pa 99-letnico Majniške deklaracije, se pravi našega slovenskega ali južnoslovanskega, nacionalnega in tudi lahko rečemo pogojno državnega programa, ki ga je dr. Anton Korošec 30. maja 1917 predstavil v ponovno zbranem Dunajskem parlamentu in s tem na nek način začrtal pot, ki jo v nekem zelo širokem loku, pogojno lahko rečemo, se je zaključila slovensko samosvojitvijo pred 25 leti. Naj na kratko najprej predstavim moje sogovornike. To so dr. Andrej Rahten, ne mi ne zamerite, da začnem z avtorjem, torej dr. Andrej Rahten, ki ni samo veleposlanik Republike Slovenije v Avstriji, temveč tudi zelo, bi rekla, dejaven sodelavec 3 inštitucij, na katerih deluje v svojem kot znanstvenik, se pravi na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, na Univerzi v Mariboru in na Univerzi na Primorskem v Kopru. Prisrčno pozdravljam tudi gospod dr. Tanjo Ozvatič, ravnateljico Celjske Mohorjeve družbe, ki se ji ponovno zahvaljujem za to, da so to knjigo sprejeli v svoj založniški program in pozdravljam tudi dr. Aleša Mavra iz Univerze v Mariboru, ki je eden od recenzentov pričujoče knjige. Jaz pravzaprav o knjigi ne bom veliko govorila, izgubila bom par besed še zato, da predstavim avtorja. Vem, da ga večini od nas ni potrebno posebej predstavljati, pa vendar je prav, da nekaj besed spregovorimo tudi o njem. Seveda v svoji ženski maniri bom začela z njegovim začetkom, torej rojen 1973 v Celju. Potem je leta 1991 naključno
upisal študij zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in tedaj se je pravzaprav začela njegova zgodovinarska pot strmo vzpenjati. Moram reči, ko sem pregledala tale kratek zapis o mojem sodelavcu, me je pravzaprav presunilo, da je leta 1998 magistriral in že leta 2000 doktoriral. To je dejansko zelo strma pot, običajno je še v tistih časih ta pot trajala kar kakšni 2 leti več, danes smo sicer mladi doktorandi se podobno nekako, bi rekla, spopasti s svojimi doktorskimi izzivi. Njegova doktorska dizertacija z naslovom Dr. Janko Brejc 1869-1934, politična biografija, je bila nagrajena tudi z zlatim znakom ZRC SAZU. Potem se je zaposlil na Ministrstvu za zunanje zadeve, vendar je svojemu znanstvenemu poslanstvu, ker ga ne jemlje kot neko delo, temveč kot poslanstvo, ostal ves čas zvest. Tudi potem, ko je služboval v kabinetu predsednika vlade, pa se je vendarle ves čas vračal, kot rečeno, na ZRC in na ostale ustanove, kjer se znanstveno in tudi pedagoško udejstvuje. Dr. Rahten je tudi nosilec zlatega častnega znaka za zasluge za Republiko Avstrijo in ob tej priložnosti lepo pozdravljam tudi gospoda veleposlanika Republike Avstrije tukaj med nami. Zdaj bomo pa začeli z predstavitvijo, kot rečeno, knjige, ki govori o izjemno pomembnem obdobju slovenske, ne nazadnje tudi habsburške zgodovine, govori o tem, kako je potrebno v nekem pravem trenutku zaslutiti, da je to pravi trenutek in potegniti neke pogumne, osebne in seveda bi rekla tudi nacionalne odločitve v knjigi, ki ima impresiven nabor literature, tudi verov, ampak literatura je nekaj, kar zajema kar zajeten del zadnjega dela knjige. V tej knjigi srečamo vrsto izjemnih imen, se pravi vrsto izjemnih osebnosti in mislim, da je ravno poudarek na osebnostih, na njihovem vplivu, ne nazadnje toliko slovenske ali še kakšne druge zgodovine izjemnega pomena. Po drugi strani se pa navkljub tem številnim podatkom in imenom knjiga res dobro bere, ker dr. Rahten res dobro piše. Tako, današnji redosled bo potekal približno takole. Najprej bom zaprosila gospo ravnateljico Celjske Mohorjeve družbe, da nam pove razloge, zakaj se je Celjska Mohorjeva odločila za objavo te knjige. Potem bom gospoda recenzenta Aleša Mavra prosila za nekaj misli, seveda nazadnje dr. Rahtena za to, da nam o knjigi kaj več pove. Tako da najprej besedo dr. Tanja Ozlatič. Hvala lepa, dober dan. Tudi v imenu najstarejše slovenske založbe, Celjske Mohorjeve družbe. Ja, torej, kako je knjiga prišla k nam? Torej, dr. Rahten, poleg tega, tako kot ste vse že povedali, da nadaljuje še zmeraj na ZRC SAZU, da je redni profesor Univerze v Mariboru, tudi v Kopru, pa seveda veleposlanik, je tudi izjemno plodovit pisec. Ob vsem tem pa ostaja Celjan. Tako kot Celjska Mohorjeva družba, že 89 let, torej prihodnje leto, ko bomo obeleževali 100-letnico Majniške deklaracije, bo Celjska Mohorjeva družba obeležila 90 let prihoda v Celje. Letos pa obeležujemo 165 let ustanovitve Celjske Mohorjeve družbe. Ker je tema danes seveda zgodovinska knjiga, jaz nekako rečem, ali pa nekako tako spremljam tudi delo naše založbe, deloma kot zgodovino naše založbe, kot tudi zgodovino slovenskega naroda. Kar se je v tistih prelomnih letih pomembnega zgodilo,
je na tak ali drugačen način zagotovo obeležila tudi Mohorjeva družba ali pa so knjige izhajale prav pri Mohorjevi družbi. Doktor Rahten je torej kot Celjan nekako prišel z idejo, da ta knjiga obstaja. V pogovoru z našim predsednikom, gospodom Jožetom Planinškom, ki je danes iz zdravstvenih razlogov odsoten in prav tako prenašal sem lepe pozdrave. Torej, gospod Planinšek je pa to idejo seveda z veseljem sprejel, prenesel našemu uredništvu in kaj smo lahko druga na uredništvu kot navdušeni, če pride avtor s takimi pravzaprav mednarodnimi referencami, znanstvenik, raziskovalec, pa še diplomat po vrhu in prinese knjigo, ki govori tudi o slovenski zgodovini ali pa o enem takem pomembnem segmentu slovenske zgodovine. Razmišljala sem, kaj se je v tistem času pravzaprav takega dogajalo, tudi z našo založbo v letu, v katerem govorimo. Torej, Mohorjeva je nastala leta 1851 po pobudi blaženega Antona Martina Slomška skupaj z njegovimi sodelavci, najprej v Celovcu, ki je takrat seveda bil večinoma ali pa vsaj polovično slovensko mesto, če imam prav podatek. In je torej na avstrijskih, če danes gledam, na avstrijskih tleh nastala in tudi povezano s temi prelomnimi leti po letu 17 in potem 18, zaključek vojne, je tudi Mohorjeva zaradi vseh teh dogodkov, o katerih piše tudi dr. Rahten, se morala umakniti na Prevalje, od tam pa v Celje, kjer torej korenine skupaj poganjamo. Mi že 90 let, dr. Rahten pa nekoliko manj, precej manj. Torej, res smo veseli in hvaležni, dr. Rahten, za vaše zaupanje, ko ena taka knjiga, torej vsak avtor, ki svoje delo napiše, tako vsaj na uredništvu doživljamo, je to zmeraj kot en majhen otrok, ki ga porodiš. Zato pri nas na uredništvu vsak takšen rokopis sprejmemo z eno občutljivostjo, z enim zavedanjem, ne glede na to, kakšna je vsebina ali pa kakšen pomen ima za slovenski narod ali za našo založbo, da je vsako tako delo zelo pomembno tudi za avtorja. Ko jo avtor najprej nosi v svojih mislih, jo spočne na papir in potem pošlje založbi, za katero meni, da bo zanjo dobro poskrbela. Na uredništvu seveda najprej izberemo kompetentnega urednika. Tole knjigo je uredila gospa Alenka Weber, ki je danes tudi z nami. In tudi to sem razmišljala, kako je potekalo to delo ob vsej tehniki, hvala Bogu, danes je to mogoče, torej med Ljubljano, pa še malo vmes Celjem in Dunajem, da so rokopisi šibali sem in tja tudi v tiskani izvedbi in popravki in tako naprej, kar me pravzaprav veseli. Torej knjigi, tiskani knjigi v nobenem primeru ne bo zatona in se zato ni bati. Tako da veliko delo je v sodelovanju z avtorjem in res lepa hvala tudi za vaše razumevanje in potrpežljivost opravila gospa Alenka Weber. Knjigo je takole lektorsko v roke vzela gospa Cvetka Rezar. Prav je, da povemo tudi, da je vire, literaturo, imensko kazalo pripravil gospod Gregor Antoličič, ki je tudi danes z nami. Knjigo je prelomila, postavila in je obliko dala naša sodelavka, gospa Lidija Murenc. Tako kot smo, moram kar reči, v Celju tudi sicer navajeni, se mi zdi, da je Celje eno tako mesto, kjer institucije ne glede na kakršnokoli nazorsko ali pa politično opredeljeno, zelo dobro sodelujejo med seboj, da se je to sodelovanje zelo dobro pokazalo tudi z arhivi, ki so ponudili oziroma s katerimi smo sklenili tudi dogovore o slikovnem gradivu, tako da je knjiga tudi slikovno opremljena in mislim, da tudi to da eno lepo ali pa eno tako dodano vrednost. Sem pa vmes našla, dr. Rahten je, kot je že omenjeno, veliko stvari citiral. Med drugim sem našla tudi eno knjigo Silva Kranjca, ki je prav tako išla pri celjski Mohorjevi leta 1928 in tudi piše o tem, kako smo se zedinili. Kar nekaj je citatov tudi iz Jegličevega dnevnika, ki je še en tak dosežek
celjskemu Horjeve, na katerega mislim, da smo res lahko upravičeno ponosni. Sama sem že brskala, a je Jeglič prav ta dan, torej 30. maja 1917, kaj posebnega zapisal. Za zgodovinar je seveda zelo pomembno zame, da bi takle v enem stavku rekla, to se je zgodilo, se pa tudi ne da. Ne? Je pa noter veliko zanimivih imen, veliko zanimivih podatkov in kot sem opazila tudi eden vaših virov. Torej, ko knjiga potem takole, ko jo snujemo v uredništvo in pride v tiskarno in na plano, se za nas njena pot ne konča, ampak vendarle začne. Ne. To je tisti trenutek, ki smo ga čakali, torej, da knjiga pride med ljudi, da sporočilo avtorja zaživi, da doživi odmev pri bralcih in gospa Petra, ste mi že pravzaprav sneli mojo zaključno misel, prele, ko ste rekli, da je knjiga ne samo pomembno zgodovinsko, ampak tudi zelo prijetno in tekoče branje, ker takrat dr. Rahten ne samo, da veliko piše, ampak tudi res zelo dobro in berljivo piše. Tako da lahko res samo se še enkrat zahvalim vsem sodelavcem, ki ste pri tem projektu sodelovali. Torej, res v velik ponos nam je, da je Mohorjeva tudi tokrat lahko založila to pomembno delo, tako kot že tudi številna pomembna dela iz slovenske zgodovine v preteklosti. Res hvala za potrpežljivost, za zaupanje in pa, da bi res knjiga našla dober odmev tudi med bralci, jo lahko samo čim prej priporočim v branje. Hvala. Najlepša hvala, gospe ravnateljici. Tudi kot predstojnica v bistvu Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU in zgodovinarki, ki se ukvarjam z obdobjem, v katerega je svojo, bi rekla, politično in diplomatsko zgodovino ves čas posega, zelo uspešno posega kolega dr. Rahten. Sem vam res iskreno hvaležna za ta publicistični, bi rekla, podvig. To sem še pozabila povedati na začetku, namreč kot dr. Rahtenova kolegica in ne samo predstoječa, seveda sem zelo ponosna in res vesela, da je ta knjiga izšla, tudi da je dr. Rahten vztraja nazadnje na našem inštitutu. Poleg tega mu pa seveda tudi globoko zavidam, da kljub temu, da in mislim, da to sem že pred leti na istem mestu povedala, kljub temu, da opravlja izjemno zahtevno diplomatsko nalogo in funkcijo in mu poskušamo sicer težko slediti po sodobnih družabnih omrežjih vsej njegovi dejavnosti, vendarle uspe v tem času usporedno zelo uspešno peljati tudi bi rekla, znanstveno kariero in izpeljati raziskave, ki bi se jim nekateri posvečali leta in leta. Seveda je taka raziskava rezultat dolgoletnega raziskovanja, branja in vztrajanja pravzaprav v nekih temah, ki jih potem s časoma poosebiš in očitno usedeš in napišeš knjigo. Zdaj pa predajam besedo dr. Alešu Mavru, ki je bil, kot rečeno, poleg doktorice Tamare Griser Pečar drugi recenzent ali eden od recenzentov te knjige, ki je v katerej v recenziji je med drugim izpostavil prav ta dolgi časovni lok, v katerega je dr. Rahten s knjigo posegal, se pravi, ni začel z recimo smrtjo Franca Jožefa I. in ni končal z razpadom monarhije, temveč je, kot rečeno, časovni lok poteknil nekoliko nazaj in veliko bolj naprej. Tako da prosim gospoda Mavra za besedo. Hvala lepa za besedo. Seveda je zelo težko odgovarjati o knjigi, ki jo napiše profesor dr. Andrej Rahten. Težko je biti pameten o njej in težko se je ubraniti ravno istemu čustvu, ki ga je prej omenila dr. Svolškova, namreč čisto slovenski zeleni zavisti, ob tem, da pravzaprav v zelo kratkem času prihaja pred nas že druga pomembna monografija o
tem relativno kratkem časovnem obdobju, ki pa je tako zelo pomembno, kot smo že slišali, zaznamovalo zgodovino slovenskega prostora. Po eni strani torej dr. Rahten obravnava teme, ki so bile že velikokrat obravnavane zaradi svojega izjemnega pomena, navsezadnje, kot smo tudi že slišali, za naš današnji trenutek. Po drugi strani pa je pri tem zelo inovativen. Eno odliko je dr. Svoljškova že omenila, gre za inovativno časovno zamejitev, ki jo dr. Rahten predvsem na koncu po Prvi svetovni vojni precej razpotegne vse do zadnje detronizacije cesarja in kralja Karla in pa do njegove smrti na Madeiri leta 1922. Potem govori tudi še o poznejših odmevih Majniške deklaracije. Kar se mi zdi pa še pomembneje, pa je, da je žarišče njegovega razmišljanja o slovenski politiki v tem ključnem obdobju osredinjeno na lik in delo zadnjega habsburškega vladarja. To je toliko pomembneje zaradi tega, ker je imel cesar Karel ne samo v kolektivnem spominu Srednje Evrope, ampak nažalost tudi med številnimi zgodovinarji in zlasti v slovenskem zgodovinopisju izjemno smolo, ki je še večja kot smola prestolonaslednika Franca Ferdinanda, ki mu je ravno tako dr. Rahten posvetil svojo prejšnjo monografijo in je na oceno obeh pravzaprav vplival izid Prve svetovne vojne in razpad habsburške monarhije. To se vidi že pri prestolonasledniku Francu Ferdinandu, še bolj pa, kot rečeno, pri cesarju Karlu. In slovenski zgodovinarji so pogosto delali napako, ki jo pravzaprav zgodovinar ne bi smel delati, da so namreč rezultatu zgodovinskih procesov, za katerega so naprej vedeli, pripisovali tako rekoč previdnostni pomen. Preprosto povedano, ker je habsburška monarhija kot rezultat Prve svetovne vojne razpadla, je bilo že od začetka samega spopada nujno, da bo razpadla. Ravno delo dr. Rahtna pa kaže, da to nikakor ni tako, pa še seveda delo nekaterih drugih zgodovinarjev iz drugih okolij. V tem okviru bi omenil zlasti še imeniten zbornik Velikih pet in nastanek kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki ravno tako kaže, da ta samoumevnost razpada habsburške monarhije dolgo ni bila tako samoumevna, kot se zdi danes nam. To je prva odlika knjige Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije. Druga je z njo povezana in gre ravno za zelo jasen prikaz dejstva, da tudi za slovensko občestvo finis Avstrije ali konec povezanosti slovenskega prostora s habsburškim okvirom ni bil samoumeven, nikakor ne na začetku Prve svetovne vojne, pa tudi še pravzaprav globoko v letu 1918 ne. In tu se seveda dr. Rahten pridružuje drugim novejšim študijam, ki kažejo v podobno smer. Torej, neke posebne previdnostne komponente v razpadu Avstrije so tudi to previdnostno komponento so Slovenci odkrili šele potem, ko je habsburška monarhija že razpadla, kar je sicer razumljivo z tega vidika, da je bilo seveda treba kasneje utemeljiti novi državni okvir
in ta utemeljitev novega državnega okvira je šla velikokrat pač na škodo starega in se je zdelo, da je bil ta stari okvir že zdavnaj prej popolnoma gnil, kar pa je bila seveda projekcija ali pa, kot Latinci rečemo, vaticinium ex eventu, torej prerokovanje takrat, ko je dogodek že znan. In pa še tretjo točko bi izpostavil, kot rečeno, dr. Rahten postavlja nekako v ospredje svoje študije zadnjega habsburškega vladarja, tako kot je v mnogočem na novo ovrednotil lik Franca Ferdinanda. Pri tem pa številni zgodovinarji in biografi, sploh ko se ukvarjajo z osebnostmi, za katere menijo, da so bili doslej nekako izgubljeni v stranpoteh zgodovine, zapadajo v skušnjavi, da na mestu biografije pravzaprav napišejo hagiografijo, da pripišejo objektu svojega raziskovanja tako rekoč svetniške atribute, kar bi mogoče glede na to, da je Karel dejansko umeščen na oltar, bila tu še večja skušnjava, ampak ravno tej skušnjavi se je dr. Rahten v svoji knjigi mojstrsko izognil in med najboljše strani njegove knjige sodijo prav tiste strani, ki z izjemno jasnostjo in natančnostjo opisujejo tiste točke, na katerih je Karlu kot vladarju in kot načrtovalcu ali pa kot tistemu, ki je bil odgovoren za preustroj habsburške monarhije, spodletelo. Tu gre predvsem za njegov nemški kurs oziroma nemški kurs avstro-ogrske politike v najbolj perečem obdobju, ko se začenjajo temelji starega reda dejansko že majati. In pa morda še bolj za zelo dobro analizo dr. Rahtna cesarjevega oktobrskega manifesta, kjer jasno izstopi neambicioznost končnega besedila ali pa lahko bi rekli celo njegova skreganost z realnimi razmerami na terenu. To pa so tiste napake, s katerimi je cesar Karel dejansko dodal svoj žebelj v krsto podonavske monarhije in tega seveda dr. Rahten ne le ni zamolčal, ampak je to tudi zelo natančno analiziral. Zato, čeprav gre v neki meri za vrnitev cesarja Karla na veliki oder slovenskega zgodovinopisja, kljub temu ne gre za hagiografijo. Kolegu Malu se iskreno zahvaljujem, mislim, da je v imenu vseh, tudi v avtorjevem, za te res dragocene poudarke, ki jim velja seveda dodati samo še to, da dr. Rahtena zagotovo odlikuje to, da ostaja zelo zvest zgodovinski metodi, se pravi raziskovanje, da izredno natančno pozna dobo, posameznike, ozadje, spredja, dogajanj, ki jih opisuje, in ne tako lahko, kot je pravkar povedal dr. Mavr, napiše delo take vrste, ki ga lahko tudi mirno imenujemo delo, ki je popolnoma nepristransko in ki ne zapade v neke, bi rekla, tudi včasih zelo aktualne ocene od, kot rečeno, danes na dobo izpred 100 let. Zdaj pa končno predajam besedo avtorju, dr. Andreju Rahtenu, ki nas bo verjetno peljal po poteh in stranpoteh nastajanja in knjige in njene vsebine. Prosim. Ja, hvala lepa.
za ta res povod. Boljšega se ne bi mogel želeti in danes je bilo veliko govora o zavisti, ali kot je rekel nekoč en slovenski poslanec Fran Plemeniti Šuklje, iz oganante krajniše favšija. Jaz moram reči, da če so mi lahko ljudje kaj zavistni ali mi kaj zavidajo, je ravno to, kar vidimo danes tukaj. Torej, en izjemna ekipa Celjske Mohorjeve, ki je podprla ta projekt, ki je praktično živela s tem projektom v tem času skupaj z mano. Poleg same uprave vodstva bi še zlasti izpostavil veliko požrtvovalno delo gospe Weber, ki resnično v to knjigo vložila tudi veliko sobot in nedelj in ne samo delovnikov. Hkrati bi se prav zahvalil tudi vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k tehnični podpori pri tem delu. Tukaj izpostavljam mladega raziskovalca gospoda Antoličiča in pa mojo študentko gospod Steinbacher, ki sta resnično mi olajšala marsikatero pot v kakšno knjižnico ali kaj podobnega. In če ste mi lahko, oziroma če se mi lahko kaj zavida, je tudi to, da danes pri tej predstavitvi sodeluje tako lepa družba, ki je ena res krasna kombinacija mojih diplomatskih kolegov, veleposlanikov in ostalih diplomatov, ki ste mi res hvaležen, da ste danes tukaj si vzeli čas kljub natrpanemu urniku in prišli na te naše jable. In seveda tudi akademikov, novinarjev, publicistov, ki ste danes tukaj z nami. Knjiga, kot je bilo že rečeno, je predstavljena danes ne po naključju točno 99 let, potem ko je en dr. Anton Korošec prebral eno Majniško deklaracijo, ki je zaznamovala ne samo tisti dan, ampak kot se kaže najmanj naslednjih 100 let slovenskega življenja v mednarodnem prostoru. V tej deklaraciji seveda poznamo ogromno knjig, razprav. Lagal bi, če bi rekel, da sem tu zdaj neki pionir na tem področju, pa vendar lahko rečem, da seveda ob vsej literaturi, ki imate tle na slajdu, se zdi, da mogoče vendarle neka pika na i ob 100. obletnici vsekakor pride prav. Če pogledate samo na kratko, jaz sem tu zbral samo nekaj najbolj očitnih oziroma najbolj koristnih virov literature za proučevanje zgodovine Majniške deklaracije, potem boste videli, da se v vsakem jubileju praktično, vsaj v začetku, v času kraljeve Jugoslavije, o tem veliko piše in tudi govori. Problem te jubilejne publicistike, kakor jo imenujem, je ne to, da je mogoče zapisana ravno v jubileju, kakor je tudi naša knjiga, ampak problem je v tem, da seveda vsi ti, ki takrat pišejo, so neke vrste tudi akterji v tej zgodbi. Ali so bili vsaj nekje zraven, ali so bili vsaj nekje povezani z določenimi poslanci, ki so delovali v smeri Majniške deklaracije. Seveda imajo tudi nekateri ambicijo, da bi pisali o tem zgodovinskega vidika. Vendar nekako ta tendenca je vidna in tukaj nimamo kaj skrivati, čeprav oni v svojih delih marsikaj prikrijejo. Govorimo o Kovačiču, govorimo o Puntarju, govorimo o Dolencu in 3 pike, tega je bilo precej. In poudarjam, v času med obema vojnama, torej v času kraljeve Jugoslavije je dobila Majniška deklaracija nek kultni status, bila je neke vrste vstopni dokument Slovencev v Jugoslavijo in Korošec, ki jo je prebral, je veljal za ustanovnega očeta Jugoslavije vse do svoje smrti 1940. Potem je nekaj časa seveda raziskovanje na tem polju, bi rekel, bilo bolj ali manj obrobno. Pojavljajo se tudi razne teorije zarote, od tega, da je bila Majniška deklaracija del Habsburškega dvora, da je nastala pod vplivom Habsburškega dvora, do tega, da so že tvorci takrat razmišljali o razbitju Habsburške monarhije in tako naprej. Resnih analiz dolgo časa nimamo. Vse tja do leta 1970, ko Lojze Ude napiše znamenito razpravo za zgodovinski časopis, kjer sicer bolj na kratko, pa vendarle sintetično opiše pomen deklaracije za slovenski narodni razvoj.
za neko tendenco, o kateri mogoče povem kaj več kasneje, do dela, ki izide kmalu potem 1971, kjer imamo res eno prefinjeno analizo, da je dogajanju v tistem času izpod peresa Janka Peterskega. To je delo, ki še do danes, vsaj po mojem mnenju, lahko rečemo, ostaja standard. Tudi jaz sem se na njega precej upiral, čeprav, kot vedno tudi poudarim, so v njem tudi teze, v katerih je seveda potrebno diskutirati in te knjigi tudi seveda to naredim. Zanimivo je, da se je temu fenomenu deklaracije posvetil tudi en srbski zgodovinar Momčilo Zečevič, ki pa je zaradi svojih raziskovalnih navad bil več časa v Sloveniji kot v Srbiji in se je malo navzel tudi tega slovenskega znanstvenega duha, saj se je učil pri številnih slovenskih klasičnih zgodovinarjev, kot je bil Pleterski, Melik in tako naprej. No in to, kar je na koncu, so pa novejše znanstvene razprave v Majniški deklaraciji, kjer najdemo tudi nekatera znana imena, ki so mogoče ne toliko celovite, kjer gre v bistvu za posamezne aspekte glede na Majniško deklaracijo, ki pa že nosi v sebi morda tudi en esprit, ki je nastal po slovenski samosvojitvi, ko imamo svojo državo, mogoče gledamo na celotno deklaracijo nekoliko drugače. No, ampak vsi se strinjajo, da je imela deklaracija nekaj predpogojev, nekaj okoliščin, brez katerih je ne bi poznali v takšni obliki, kot je. Eden od ključnih dejavnikov pri ocenjevanju deklaracije je to, da vemo, da je seveda išla iz jugoslovanskega kluba v Dunajskem parlamentu in da ta jugoslovanski klub je imel pač eno jedro. In to jedro je predstavljala takrat Slovenska ljudska stranka. Ne, to ni pomota. Stranka je resnično na zadnjih volitvah v državni zbor leta 1911 dosegla 87% vseh slovenskih mandatov v Dunajskem parlamentu. Tako da je seveda za to svojo močjo, ki je segala od Trsta pa vse do recimo Koroške in Štajerske, ta stranka nekako odsevala, lahko rečemo, tudi politično moč slovenskega naroda v največji možni meri. In vidite, ta stranka je tudi tista, ki potem prevzame to jedrno vlogo tudi pri kreiranju Majniške deklaracije. In seveda ta jedrna vloga pri kreiranju Majniške deklaracije se seveda potem kaže na različne načine. Tu se seveda pojavljajo številni prvaki ljudske stranke, ki imajo takšno drugačno vlogo. O tem pišem podrobno v knjigi, kjer seveda poskušamo vrednoti delovanje vsakega izmed njih. Drug tak faktor, ki ga je treba omeniti, je seveda cesar Karl. Že iz podnaslova knjige in celo samega naslova je razvidno, da jasno je, da brez zadnjega Habsburžana na prestolu ne morete delati zgodovine Majniške deklaracije. Čeprav smo imeli tudi primere, ko imamo cele zgodbe o Majniški deklaraciji ali pa v tistem prelomnem obdobju slovenske zgodovine, kjer se cesar Karl niti enkrat ne omeni. Če pa se že omeni, je praviloma v neki negativni konotaciji, ki sodi bolj na raven nekih političnih pamfletov. Tako da sem čutil kot svojo dolžnost, znanstveno dolžnost, da mogoče vendar tudi to vrzel zapolnimo, o čemer je tudi dr. Maurer obširno govoril. Torej, če že govorimo o slovenski politiki v tistem času, ne moremo mimo osebnosti zadnjega cesarja Karla I. Izkazalo se, da je bil Karl zadnja, ali po madžarskem štetju, ogrskem štetju kralja Karla IV. In seveda tukaj sem takoj opazil eno razliko v malce bolj podrobnem proučevanju njegovega življenja in tudi odnosa slovenskih poslancev do njega, za razliko od Franca Jožefa, za katerega smo zadnjič na simpoziju ZRC slišali, da ni bil ravno, bi rekel, prijazen do slovenskih narodnih zahtev, čeprav je bil precej popularen, tudi na slovenskem, kar je seveda posledica njegove dolge vladavine, očeta države v nekem smislu. In seveda je dejstvo, da je Franc Jožef po nekem svojem ustaljenem protokolu, ki je bil zelo strog, bil tudi do pripuščanja slovenskih poslancev v njegov svet zelo, zelo rigorozen. To se z cesarjem Karlom spremeni. In to je ena razlika, kateri opozarjam tudi v sami knjigi. Tu imamo en citat Antona Korošca iz njegovega znamenitega predavanja o postanku Jugoslavije. Mi smo imeli odprta vrata v dvor, lahko smo šli tja. En stavek prej, ki ga ni na slajdu, pa seveda piše, do starega cesarja se ni moglo priti.
Torej, vidite, ena kvalitativna razlika vendarle obstaja, ko gre za to pomembno prelomno obdobje v odnosu do same vladarske hiše in samega cesarja Karla. O podrobnostih o tem, kakšen bi njegov slog vlade in tako naprej, naredite seveda v knjigi precej več. In ko že govorimo o okoliščinah Majniške deklaracije, naj navede nekatere tako mednarodne okoliščine, ki so seveda povezane z pobudami za ustavne reforme v Habsburški monarhiji. Danes smo že slišali nekaj besed o Oktobrskem manifestu. To je eden od pomembnih prelomnih dokumentov, vendar je treba reči, da seveda se z prihodom cesarja Karla tudi dinamika razmišljanja o ustavni reformi Habsburške monarhije precej spremeni, postane precej večja. Nenazadnje je to tudi zasluga odločitve samega cesarja, da za ministra brez listnice, vendar zadolženega za ustavno reformo, postavi prav Slovenca. Tukaj sedi v publiki vsaj ena oseba iz Slovenske Bistrice, ki je verjetno tudi ponosna, da je ta minister iz Slovenske Bistrice, govorimo o Ivanu Žolgarju, ki je v današnjem slovenskem svetu, če ni ravno znanstveni, precej pozabljena osebnost, pa vendarle gre za osebnost, ki je bila kot ustavni pravnik, tudi mednarodni pravnik, izjemno cenjena v svojem času. Čeprav smo si ga bolj zapomnili potem po eni neslavni vlogi, ki jo je odigral v tistih težkih časih Pariške mirovne konference, kjer je bil najvišje pozicioniran slovenski član jugoslovanske delegacije. Vendar seveda že sama postavitev Žolgerja za ministra, ki naj bi skrbel za ustavno reformo, kaže na neko reformno vzdušje, ki vlada tudi, če hočete, pri samem cesarju. Vendar je jasno, naloga ni lahka, naloga je zelo zahtevna. Tu imamo naštetih kar nekaj teh, bi rekel, različnih konceptov, državnopravnih konceptov, možnih preureditev Habsburške monarhije, od deželne avtonomije, ki bi se naj povečala, do seveda skrajnosti federalizma, ki se nam danes zdi kot neka logična rešitev in se vsi sprašujemo, pa kako za božjo voljo se niso takrat odločili za federalistični koncept, če so pa vsi to zahtevali in smo to tudi seveda danes doživljamo kot neke vrste rešitev. Vendar, kot je že rekel dr. Mavr, ne smemo ocenjevati stvari iz današnjega vidika, moramo se uživeti v tisti čas in seveda sama ideja federacije je bila revolucionarna ideja za tisti čas, še za kako drugo državo, kaj šele za starodavno Habsburško monarhijo. Zato se seveda prepletajo nekateri starejši koncepti, ki so povezani z historičnim državnim pravom. Češko državno pravo je že eno, češki politiki radikalizirajo svoje stališča praktično istočasno z jugoslovanskimi. Torej, dejstvo je, da tudi Čehi imajo svojo Majniško deklaracijo, kar se večkrat pozablja, ki je mogoče še bolj radikalna, kot je jugoslovanska, je pa saj potem v svoji izvedbi oziroma v njenem zagovarjanju češka politika precej bolj radikalna od slovenske. Vsaj eno obdobje, dokler potem tudi slovenska politika nikjer ne gre popolnoma na pozicije čeških kolegov. Trializem, en koncept, ki se izoblikuje pred Prvo svetovno vojno, prej je bil imenovan Franz Ferdinand, tudi predvsem povezavi z njim, je spet živ, spet se ga nekako poskuša uveljaviti kot rešitev jugoslovanskega vprašanja in videli bomo, da ima vendar tudi nek vpliv na samo Majniško deklaracijo. Vse ostalo, kar jaz v knjigi imenujem čarobne formule, je stvar nekih teoretičnih pravniških debat, od kvadralizma do avstropolske rešitve in tako naprej. Vse to so ene zanimive, bi rekel, zgodbe o konceptih, ki pa seveda v realni politiki tistega časa težko najdejo neko prihodnost. Vprašali se bomo, kaj pa Žolger, torej Žolger kot Slovenc, kaj je on zagovarjal kot minister v vladi. Zanimivo, tu bomo razočarani, ni zagovarjal vsaj v tisti začetni fazi neke Jugoslavije znotraj Habsburške monarhije. Zagovarjal je krepitev avtonomije okrožij. Torej, ne da ni zagovarjal neke federacije, ne da ni zagovarjal celo avtonomije dežel večje, ampak znotraj dežel je zagovarjal stranitev okrožij po nekem narodnem, kulturnem, gospodarskem principu, na podlagi katerega bi potem tudi Slovenci dobili določeno svojo veljavo. Zdaj, za določene primere je to mogoče celo nek izhod v smeri večje avtonomije, kot je Štajerska, Koroška,
kjer bi v teh okrožjih mogoče Slovenci imeli več veljaje kot sicer. Za Kranjsko je pa to kontraproduktivno, ker na Kranjski imajo Slovenci nekih več kot 95% prebivalstva in zdaj deliti Kranjsko na neka okrožja, to se zdi seveda mogoče malce z današnjega vidika seveda nekoliko oziroma premalo drzen načrt za tiste čase. No in nemški kurs, ki ga prav tako dr. Maurer že omenil, to je tisto, kar žali Bog potem tudi na koncu ostane v vseh teh pobud, je dolgo ustrajanje cesarja Karla pri nemškem kurzu, ki mu ga servira ta ista vlada, ki ima tudi v svojih vrstah Žolgerja, govorimo o vladi viteza Zajdlerja, ki potem nekako s tem nemškim kurzom zapečati kar eno dolgo obdobje vladavine samega cesarja Karla, ki je imel, vsaj, in to želim poudariti, vsaj nekje tja po leti 1917, kar ambiciozne načrte glede reforme. No in zdaj pridemo seveda že do naše glavne teme, in to je deklaracije. Tukaj imamo navedenih nekaj glavnih karakteristik. Sama deklaracija je kratka. Je kratka, kar je prav za en tak udaren dokument, ki naj bi privabljal podporo širših ljudskih množic. Vendar lahko iz nje izluščimo nekatere elemente, nekatere karakteristike, koncepte, ki nas potem seveda vodijo skozi ti 2 leti. Zdaj ene se malo bolj poudarjajo, ene se malo manj poudarjajo, ene imajo izrazito politično tendenco tudi kasneje v raznih analizah. In če seveda povzamem, osnovna zahteva, in to ne smemo pozabiti, je samostojno državno telo. Torej, samostojno državno telo. To je za razmere Habsburške monarhije, kakor bomo kasneje videli, že neka revolucija. Drugo, govori se o narodnostnem načelu in hrvaškem državnem pravu. To se nam spet zdi mogoče neka kontradikcija in nekaj smisla tudi je, kajti dejstvo je, da je narodnostno načelo bilo najprej v prvih osnutkih kot tisto merodajno, vendar zaradi ustrajanja dalmatinskih pravašov okoli Iva Prodana se sedaj vključi tudi hrvaško državno pravo. Zdaj, če bi seveda vprašali in so vprašali hrvaške dalmatinske poslance, bi vsi zagovarjali samo hrvaško državno pravo. Vendar je bilo treba najti nek kompromis in ta kompromis naj bi dosegli s pomočjo Krekovega posredovanja, ki je potem našel salamonsko rešitev, da se omenjata oba principa. Čeprav, če bi šli podrobnosti, bi ugotovili, da se ta dva principa seveda v številnih ozirih izključujeta. Ampak sta ostala za boljše čase in potem naj se odloči. In zdaj pridemo že do naslednjega principa, ki je povezan ravno z to dilemo, in to je trializem. Videli bomo, da ta deklaracija še odseva ene starejše programske dokumente, ki gredo v smeri trializma, in bom tudi seveda poskušal ob koncu dokazati, da je pravzaprav ravno ta trializem bil še vedno, vsaj v tisti začetni fazi, glavno sporočilo deklaracije. In ko smo že pri glavnih sporočilih, seveda je bilo nujno ob odprtju parlamenta 30. maja 1917 zelo jasno povedati, da je celotna zgodba lojalna obstoječemu režimu. Torej, zdaj, kdor trdi, da je bilo takrat 30. maja možno reči, zdaj pa dajmo zrušiti monarhijo, seveda laže, ker ta oseba bi se takoj, če bi si kaj tega privoščila, znašla v kakih postopkih, kjer nekih odvetnikov niti ne bi imela. In zdaj, seveda, ta Habsburška klauzula, ki je potem postala neke vrste zimzelena zgodba, ko govorimo o deklaraciji v različnih okvirih, je bila, in to je moja teza, vsaj te začetni fazi mišljena resno. Zdaj, ali so jo nekateri jemali kot del taktike, spet drugi bolj kot del programa, je stvar debat in nijans, ampak na začetku je bila mišljena resno, kajti brez nje tak dokument ne bi mogel gledati ljud sveta. No in demokratični temelj, to je pa že samo dejstvo, že sam akt, da se je Korošec odločil, da to prebere in pozove dinastijo, kljub temu, da so ga številni prepričevali, naj te deklaracije ne bere. Do zadnjega trenutka se ministrski predsednik Klam Martin izbori, da te deklaracije Slovenci ne bi prebrali. Isto velja za Čehe. Vendar se oboji potem odločijo kljub tem pritiskom, še celo med pauzo, med parlamentarnim zasedanjem potekajo pogajanja, da naj bi vendarle počakali, da cesar prenastopi, predno bi ta deklaracija ga postavila pred dejstvo,
Korošec pravi ravno obratno, ne, za nas nima smisla, da najprej poslušamo cesarja, najprej povemo, kam mi hočemo, potem se pa naj cesar opredeli do naših zahtev. Ne. No, in še eno stvar je poudaril, seveda ni ta deklaracija padla kar z neba, ne, to ni zdaj stvar nekih super, genialnih idej, ki so se pojavile 29. maja, ne, ali pa 30. Gre za nek proces. In teh izjav, dokumentov, ki so nekje povezane z vsebino, ki najde v manjški deklaraciji, imate vsaj od aneksijske krize 1908 kar precej. Tukaj sem navedel v bistvu samo eno, ki je že z časa vojne in mogoče toliko bolj zanimiva, ki jo lahko tudi štejemo za predhodnico, govorimo o zvoniti spomenici papežu Benediktu, kjer so se slovenski in hrvaški duhovniki opredelili do bivanja v Habsburški monarhiji. Iz citatov vidite, da gre za staro trialistično osnovo na podlagi hrvaškega državnega prava in če bi se slučajno res zgodilo, da Habsburška monarhija razpade, so potem duhovniki papežu napisali, Bog naj prepreči Jugoslovansko kraljestvo. Skratka, opcija B obstaja, vendar je ne sme biti, če povzame. Skratka, to je eden teh dokumentov, na podlagi katerih potem tudi Majniška deklaracija dobiva neko vsebino. Teh dokumentov je še več. Recimo memorandum Ivana Šusteršiča, Francu Ferdinandu, julija 1909, ali pa iz istega leta, iz januarja, trialistična resolucija Kranjskega deželnega zbora in tako naprej. Skratka, kontinuiteta je vidna. Zdaj, seveda, in s tem pridemo do ene ključnih tez v tej celotni zgodbi in to je, da seveda vsaj tej začetni fazi predstavlja glavno vsebino deklaracije trializem. In to ni moja teza, jaz jo samo podpiram. Tezo je razvil že Vasilij Melik, pokojni, ki je zelo lepo lapidarno v eni razpravi, ki vsegala 3 strani in je objavila Avstrijska akademija znanosti in umetnosti to tudi zapisal in to tudi, lahko rečemo, stoji trdno. Torej, resolucija v Kranjskem deželnem zboru in pa memorandum, ki ga je že Šusteršič predal Francu Ferdinandu, se vsebinsko ujema za Majniško deklaracijo. V čem je pa razlika? Razlika je pa v dinamiki. Prej se je govorilo o desetletjih, stoletjih, celo pravi Šusteršič, 200 let bomo rabili, predno bomo to izpolnili, ne, predno bo cesarska hiša se odločila in dajmo delati počas. Zdaj je pa odločitev zelo jasna. Treba je takoj izpolniti zahteve, ki so izražene v deklaraciji. To je ta bistvena razlika. Ne v vsebini, torej, vendar v dinamiki izvršitve. In seveda tu pridemo zdaj do ključnega, bi rekel, dela, ki se potem po letu 18 precej zlorablja tudi v politični publicistiki. Torej, ali so res tvorci Majniške deklaracije misle resno s tem habsburškim okvirom, za habsburško klauzulo, ne? In ali je tu šlo zgolj za taktiko, ali so že eni takrat s figami v žepih podpisovali to deklaracijo, ne? In tu sem zbral en citat, sodobni citat Josipa Smodlake, ki ni slavel kot velik ljubitelj habsburške monarhije, daleč od tega, tudi ni bil klerikalc, ne, bil je dalmatinski liberalc, vendar je seveda zelo lepo v svojem dnevniku napisal, ne, kaj so pravzaprav resnici Slovenci mislili, ko so se odločili za deklaracijo. In tu piše, bili so za Habsburžane, vendar pa tudi za Jugoslavijo. Torej so hoteli združiti oba koncepta, ohranitev monarhije, vendar Jugoslavija, ne? Seveda katoliška Jugoslavija, to je manj poudarjeno v tem citatu. No in seveda jaz nimam kaj drugega, kot da se seveda strinjam s tem opažanjem človeka, ki ni imel nobenega razloga, da karkoli olepšuje ali pa da bi komorkoli kaj preveč pripisal, gre za njegov osebni intimni zapis, ki lepo odraža, vsaj po mojem mnenju, miselnost večine takratnih slovenskih poslancev, saj ko gre za slovensko ljudsko stranko. In tudi Janko Prunk je kasneje polemiziral z vsemi temi, ki so v desetletjih po nastanku Jugoslavije poskušali zdaj iz te habsburške klauzule delati neke zgodbe, češ ta klauzula ni imela osnove in bila je hinavsko mišljena in tako naprej. Ne. Se ni treba, da imamo to klauzulo noter. Že brez te klauzule je Majniška deklaracija kar čist lepo en revolucionarni dokument.
Kajti, kot sem dejal, poanta ni klauzula, poanta je samostojno državno telo na jugu monarhije. In seveda ob tem odpadajo predvsem te špekulacije, ki so bile res politično vsakdanje naravnane glede pravovernosti oziroma odpada od starega gesla, ki ga imamo tle na lepem kupelvizorjevem, bi rekel, alegoriji povezanosti Avstrije s cerkvijo lepo prikazanega. Mimogrede, točno ta freska je danes v prostori avstrijskega zunanjega ministrstva v svečani dvorani. No, in seveda, Janez, in to lahko Klemens tudi potrdi, veleposlanik, ki je danes tukaj z nami. No in seveda, je pa res, da s časoma, in to piše tudi v knjigi, žezlo, habsburško žezlo, bledi. Bledi iz različnih vzrokov. Mislim, da eden glavnih je seveda pritisk od zunaj. Tu govorimo seveda o stanju na frontah, ki sicer, in to je dr. Svošekova tukaj velik ekspert, ki sicer kažejo različne slike, torej menjave so očitne, enkrat zgleda, da bo eni zmagali, enkrat bo drugi zmagali in tako naprej. V času Majniške deklaracije je nekje na sredini vse skupaj, potem še celo z Imeraculo di Caporetto kaže celo boljš, z vidika avstrijske strani seveda. In seveda je pa res, da vse te menjave sreče na frontah povzročajo velike dvome med prvaki v slovenskih strankah. In tu imamo en lep citat, Janez Kalan je bil en duhovnik, ki je pripadal seveda jasno slovenski ljudski stranki. No, ni čisto jasno, bili tudi duhovniki, ki niso bili, ampak to je druga zgodba. Torej, Janez Kalan je zelo prostodušno vprašal v neki prenosci deželnega Gregorja Šusteršiča, kaj pa, če bo Avstrija tepena, kaj bo potem z našo katoliško strujo. No in Šusteršič, vidite, je verjel do konca. Zmaga naša je gotova, in če ne bo šlo na bojnem polju, bodo podmornice naredile svoje. No, zdaj, vsi niso tega mnenja. In ne bi šlo zdaj podrobnosti tega razkola znotraj stranke, v katerem pišem podrobno sicer, ampak Krekova fronda, ki se oblikuje, je skeptična. Ona ne verjame v zmago centralnih sil, vedno bolj dvomi v to, in ti dvomi v zmago počasi načenjajo tudi moč tega habsburškega žezla v sami deklaraciji. No in seveda jasno, če sedaj pogledamo vse te mednarodne okoliščine, je nujno, da se nekaj stori v zvezi z deklaracijo. Deklaracija v začetni fazi, in o tem piše recimo Vlasta Stovbar zelo natančno, deklaracija v začetni fazi nima nekega velikega odmeva, torej ni za nekih masovnih priseganj na samo deklaracijo. Torej, na začetku to gibanje vendarle ni ravno v nekem posebnem vzponu, vendar agitacija poteka. Agitacija poteka tudi z argumenti, ki sem jih prej naštel. Jasno je, da se tu izoblikuje ena osebnost, ki je lider, in tu pridemo do te menjave, počasne menjave na vrhu vse slovenske ljudske stranke, torej namesto Ivana Šusteršiča, nekronega vojvoda Kranjskega, ki počasi izgublja vpliv v slovenski politiki, pride na čelo nov veliki lider, in to je Anton Korošec, Štajerc, ki potem nekako postopno prevzame tudi dediščino iz rok Kreka. Tu imamo en znamenit primer predaje teh podpisov žena za Majniško deklaracijo. To je eden največjih dogodkov v celotnem gibanju, ki potem dobi še dodatne razsežnosti, tudi z podpisovanjem ženskega sveta, kajti moški so večinoma na fronti, in tukaj se v to agitacijo zelo aktivno vključi tudi ženski svet, in to iz obeh taborov, tako iz liberalnega kot katoliško-narodnega. In recimo o tej veliki akciji predaje podpisov piše celo francoski časnik Le Temps v tistem času. Tako velik odmev ima. No, odločilno vlogo, in zdaj se počasi bližujemo koncu, bližujemo se finis Avstrije, in če smo prej rekli, da je zgodovina habsburške monarhije in Avstrije tesno povezana z podporo katoliške cerkve, se ravno na tej točki potem tudi zadeva prelomi. Odločilno pobudo za to, da je Majniška deklaracija dobila sedaj velik pospešek med slovenskim prebivalstvom,
da prav danes že omenjeni, tukaj imamo njegov integralni dnevnik, ki je bil tudi moj glavni vir, torej Anton Matura Jeglič, je tisti, ki z podpisom ljubljanske izjave septembra 1917 naredi tisto odločilni korak. To je bilo enostavno, Šusteršič je zelo zadržan, tudi Ivan Tavčar kot vodja liberalcev zelo zadržan, tu je bilo treba veliko prepričevanja, tudi groženj pod mizo in nad mizo, da je prišlo do tega podpisa. Vendar tudi to ni v celoti uspelo. Ideja namreč bila, da bi podpise pod ljubljansko izjavo dali politiki iz vseh slovenskih dežel, vendar ostane iniciativa omejena na Kranjsko. Recimo na Goriškem je škof proti, ker pravi, da se s tem zanaša razdor v mir v deželi in tako naprej, na Štajerskem itak. Skratka, treba je vedeti, da akcija ostane omejena na Ljubljano. Pa še tu jo komaj izpeljajo, vendar, ko je enkrat ta podpis narejen, sedaj gre zadeva precej hitreje. Tudi v Dunajskem parlamentu pridemo do znamenite debate o minimumu in maksimumu Majniške deklaracije. Prvi, ki da prvi strel, je istrski poslanec Matko Laginja, ki 27. septembra 17 prvi izjavi deklaracija je za nas minimum tega, kar zahtevamo. Sledimo potem Ravnihar, slovenski liberalec. Torej, kaj je maksimum? Maksimum je popolna pravica do samoodločbe. Beri izhod iz Habsburške monarhije. Torej, tu se začne sedaj. In tu je zdaj ta bistvena razlika med Šusteršičevo ekipo, ki vztraja na Kranjskem in vsemi ostalimi, okoli Korošca. Šusteršič je proti temu, da se debatira minimum maksimumu, za njega je že sama Majniška deklaracija maksimum. Ostali pa, kot rečeno, že iščejo tudi alternativo. Ko Korošca Franc Reški Finžgar v času deklaracijskega gibanja vpraša, ja, kaj bo popol, če razpade monarhija, kaj bomo mi Srbi, se nas bo pojedla, in pravi Korošec, moramo močati. Torej smo v situaciji, ko se sicer sluti, da ne bo vse tako enostavno, tudi celo Krek razmišlja o tem, kaj bo v tej novi državi, vendar voz zgodovine gre naprej, ne glede na opozorila, ki jih daje recimo Ivan Šusteršič. No in za zaključek, finis Avstrije seveda ni samo posledica, šel greko na rekovajih, rovarjenja slovenske politike v Dunajskem parlamentu, daleč od tega. To je en splet okoliščin, mednarodnih in notranje političnih, tudi vojaških, tudi na bojiščih. Vendar lahko rečemo, da tudi sama cesarska hiša, in tu pridem do tega, da jasno ta knjiga ni hagiografija cesarja Karla, čeprav mogoče bo v kakšnem časopisu tudi to pisala, kar sem že navajen, ampak vendarle gre za eno zelo jasno kritično analizo delovanj samega cesarja. Karl po tistem, bi rekel, začetnem entuzijastičnem prevzemu prestola naredi eno ogromno napako. In to je, da se da konec leta 16 okronati za kralja Ogrske. In s tem seveda, ko se okrona za kralja Ogrske, jamči integriteto dežel krone svetega Štefana in s tem jamči dualistični sistem. Torej, vsaka debata o federalizmu je sicer možna, vendar izjemno težko izvedljiva. Ob eni radikalni ustavni reformi, ki verjetno brez nekih vojaških konsekvenc ne bi šla skozi. Tako da je sedaj so njegove roke zvezane, vse, kar poskuša narediti, se potem še nekako zamrzne z tem nemškim kurzom Zadlerjeve vlade in na koncu mu ostane resnično samo še zadnji korak in to je manifest, ki ga on osebno podpiše na narode. To je tisti cilj, ki ga on ima, ker on misli, da tako še imaš svojo, bi rekel, izjemno avtoriteto cesarja, kaj še naredi. Žal se pokaže z njegovega vidika, da ni dobro oceno situacije in vse, kar on predlaga, je prepozno in premalo, če poenostavim. In tudi oktobrski manifest sedaj ima kar nekaj šibkih točk. Res je, da na načelni ravni uvede neke vrste federalizacijo države in da omogoči, da se na tej podlagi oblikuje narodni sveti, ki naj bi potem dosegli nek narodnostni kompromis, ampak kaj, ko ta manifest eksplicitno izključuje iz same debate ogrsko integriteto. Torej, velja samo za avstrijski del
monarhije. Ima še nekaj drugih šibkih točk, status Trsta, na primer, ali pa status čeških dežel, ampak kot rečeno, tukaj je kar nekaj šibkih točk in zdaj vprašamo se, zakaj sploh potem tak manifest. Ne? Jasno, zunanji pritisk. Wilson, samodločba narodov, pritisk je velik in osnovni namen, ki ga ima cesar Karl in njegovi svetovalci, je pravzaprav ta, da se prepriča diplomatske kroge, da je nastopil čas, da tudi monarhija nekaj naredi. In zanimivo je, da je sam manifest bil najprej poslan na vsa diplomatska predstavništva po svetu in šele na to je šel v uradnem listu. Torej se je res mudil, ampak kot rečeno, bilo je premalo in prepozno, pot je šla v drugo smer. Tu bi pozoril samo še na zadnji element, ki ga v tej knjigi podrobno opisujem. Če kdo seveda si predstavlja na podlagi večine dosedanjih zgodovinskih del, da je bil ta prehod posebno samoumeven, torej do oktobra 18 imamo monarhijo, pa od 1. decembra dalje spet drugo monarhijo in vsi so zadovoljni, vsi so srečni, seveda to ni res. To je bilo ogromno še enih debat, ogromno enih preigravanj možnih scenarijev. Republika, predvsem na Krajnskem, velja za en zelo resen koncept, celo pri samu Jegliču zelo dolgo. Tako da zadeve niso samoumevne. Pustimo zdaj to, da je Šusteršič potem bil tudi naš, bi rekel, prvi slovenski politični migrant, kar se pozablja, ker je moral zdržati v tujino, zaradi svoje vztrajnosti pri Habsburški dinastiji. In pustimo vse to, kar se je potem dogajalo, o čemer pišem podrobno v knjigi, po letu 18. Ko imate kar nekaj poskusov raznih umestnih rešitev od Hrvaško-Slovenske republike do obnove monarhije, do lobiranj pri papežu, o čemer tudi pišem noter, kako naj bi spet vzpostavili neko mini Habsburško monarhijo, do zadnjih poskusov cesarja Karla, ali bo rečeno kralja Karla. Kajti, ko govorimo o zadnjem delu njegove poti, življenjske poti, je seveda tisto, kar je tudi v knjigi zelo podrobno napisano, njegov poskus vrnitve na prestol na Ogrskem za Veliko noč in oktobra 1921. Kar je novo v tej knjigi, posebej novo, je ravno odnos slovenske politike tudi do teh zadnjih let cesarja Karla, po letu 18, kar doslej sploh ni bilo nikjer tematizirano. In videli bomo, da je povzročal že sama misel na možnost vrnitve Habsburžanov na prestol, pa če tudi v Budimpešto, en velik refleks pri slovenskih politikih. Celo zborovanja so takrat sklicovali, da je treba preprečiti njegovo vrnitev na prestol sredi Ljubljane, čeprav se je vračal kakor na prestol v Budimpešto. No, in o tem seveda tudi lahko preberemo več v knjigi. Tako da zaključujem pravzaprav to svojo knjigo z tem, da poskušam pokazati, kako so Slovenci odnesli v spopadu med dvema kronoma, avstrijsko-cesarsko in srbsko kraljevo. In kakor boste videli, je šlo za popolno zmago srbske kraljeve krone in popoln poraz avstrijske-cesarske. Hvala lepa. Iskreno zahvaljujem, moram reči, da pravo učno uro politične, diplomatske zgodovine, vpogleda v ta res dinamičen čas, ki ga še premalo poznamo, zato da bi ga lahko presojali, ne nazadnje tudi z vidika nekih stoletnih posledic ali vsaj razmišljanj v zvezi z njimi. Prav je seveda, da ob tem, ko smo se tukaj na tej strani omizja kar zajetno vzeli čas, besedo predam tudi vam, če se je porodilo kakšno vprašanje, kakšna misel, je seveda vsakdo dobrodošel. Če pa ne, opa. Čestitam za knjigo, seveda najprej, ampak mogoče bi izkoristil to priložnost za eno vprašanje, kaj
Samo vprašanje Zdaj tukaj pa najlepša hvala, seveda odločitev, da najprej poberemo vprašanja, potem pa nanje dr. Rahten odgovarja. Tamle gor, vi ste imeli roko, ne? Ja. Tukaj raziskoval sem oziroma razmišljal o tem, kaj je bil problem, da je osvobodilna fronta 25 let po teh dogodkih dobila tak zalet, predvsem v okrog Ljubljane. In potem nekako sem dobil na usporednico, da je ta majniška gibanje, podpisovanje teh deklaracij in pa tisto, kar je na zven partija kazala ljudem, zelo podobno. Rečemo, tam sem ravno v Deji imel navajal podpis 68 študent gimnazijcev Celjske gimnazije, v katerem Šuštaršiča označil za izdajalca in da je ta njegova smer duševni samomor. In tako kot je bil Erlich, nekako glas razuma leta 40, je bil mogoče takrat tudi Šuštaršič glas razuma, oziroma takrat ste rekli za Pinžgara, da je rekel, kaj nas bojo pa Srbi požrli. Mislim, da je tudi, ne vem, če sem bral te knjige o Kreku, med rečimo Luka Mescem in Krekam je razlika predvsem samo v tem, da je bil en ateist, drugi je bil pa katoličan. Oba sta pa močno proti imperializmu. Hotela ste imeti slovensk, da sta pozabral, moramo imeti svojo vlast, rečemo Krek je sanjal o tem, da bo z zadrugami kupil slovensko industrijsko družbo na Gorenjskem. In mislim, da je ta tragedija povojna se nastala, oziroma da ima genezo v trenutku, ko je Šuštaršič izgubil svoje pozicije v Sloveniji. In da se vse to, kar imamo zdaj, se je takrat prelomil. In na en dan sem pa bral v Financah naslov CRR z razbojniki. Mislim, da je to nekako najbolj. Hvala. Še Eno vprašanje, ki je bilo večno vprašanje v moji družini, ki je primorsko-koroška. In sem velikrat imel srečo poslušati tudi prepire, prave prepire med starim očetom in njegovim prijateljem, pa potem med očetom in starim očetom. Za starega očeta je pa Primorska najboljša država vseh časov. Nikoli ni priznal tako, da je pa še kot Italija, govori izključno nemško. In očetom, glede sistema nikoli, se pa niso prepirali v tem, da to, da smo prišli pod Beograd, dobro. In iz tega, kar si danes to razlagal, smo slišali o pluralizmu, govorili smo o Hrvatih, smo slišali veliko, govorili smo o dilemah federalizma, krone, lojalnosti, da sem jih nič. In mene še danes intrigira to vprašanje, kakšna zarota, v narekovaj svete fasade, da smo Slovenci po 1000 letih življenja na zahodu, se pravi od Karla Velikega do Karla I, v teh 1000 letih med Karlom Velikim in Karlom I, prvič še prišli pod nadvlado nekoga, ki je bil monstra, ki je bil iz tistega konca, kjer je nekoč pisal, da se dodajo. Pridemo pod bel. Še ena? Jaz sem tudi veleposlanik tukaj na gradu Javne v tem delu Centra za strateške študije oziroma Sektorja za strateške študije in analize in imam eno specifiko, zelo rad namreč japonsko proučujem, ker sem tam služboval in tudi eno stavek sem v tej knjigi opazil o japonski, tako da Andrej, hvala. Bi pa na nek način tudi kolegi Voduško odgovoril točno to, zelo podobno temu, kar se je dogajalo pred 100 leti
na Pariški mirovni konferenci in kar delno naš kolega tudi dr. Arten opisuje, lahko je spremljam v svoji pisarni, ko prihajajo tudi diplomati, profesori, proučevalci Evrope iz Japonske, ti zelo zanimivi odnosi, ki so bili takrat za nacionalne interese svoje države, Japonske, Češke, Čehoslovaške, Poljske, Ruske federacije, oziroma Rusije, ki takrat ni bila prisotna na Pariški mirovni konferenci, ampak ti bazični, da jih tako imenujem, nacionalni odnosi vseh držav so ostali isti tudi po 100 letih in dobro jih je vedeti in proučevati zgodovinsko, da jih lahko tudi skozi diplomacijo, politiko, sodobno državo ocenjuješ. Tako da, Andrej, hvala lepa za vse tvoje knjige, tisti odstavek bo pa seveda citiran. Najlepša hvala, zdaj pa besedo predajam avtorju. Ja, hvala lepa za vsa vprašanja, vsa 4 vprašanja. Najprej gospod Vodušek. Ja, ravno s tem namenom, in to je bila tudi prošnja strani založbe, sem dodal še zadnje poglavje, ki ima naslov od deklaracije do deklaracije. In to je tisto, kar je dr. Maurer povedal, da smo malo ta lok razširili. Meni bi se dela zgodba seveda na pol odgovorjena, če ne bi poskušal vendarle nekih, kaj ne rečem, sporednic z dogodki okoli Majniške deklaracije povezati tudi z današnjim časom. To je sicer zelo riskantno delo, to vsi vemo. Po drugi strani pa se mi zdi, da je prav, da malce razmislimo tudi o teh koordinatah, kot jih poznamo danes. Zdaj, dileme, in tu bi se malo navezal to, kar je veleposlanik Vovko vprašal, dileme pozicionirane Slovenije znotraj enega širšega mednarodnega prostora, se mi zdi, da so ravno v tistem času vzpostavijo v takšnih koordinatah, ki nas spremljajo vse do danes. Prej je veleposlanik omenil, ja, se je bil cel ta, bi rekel, naš zgodovinski lok znotraj nekega zahodnega sveta, da tako rečem, Sveto rimsko cesarstvo plus nasledniki, zdaj pa kar naenkrat pademo v drug prostor. Ja, resnično je to eden od fenomenov, ki jih poskušam vsaj razumeti, če že ne razložiti v tej knjigi. In tu seveda včasih kar težko razumem recimo del slovenske politične emigracije, ki je takrat zapustila državo in potem iz nič tako rekoč začela zagovarjati skupnost z srbsko kraljevo hišo. In recimo, da je bilo to za neke salone pariških in londonskih hotelov ena čisto fajn početje, ker so bili vsi zavezniki Srbije. Ampak že recimo, ko gre Bogomil Vošnjak, eden od glavnih protagonistov slovenske politične emigracije, pro-jugoslovanske emigracije, poudarjam, v tujino, v Ameriko, naleti tam na en velik odpor pri slovenskih izseljencih. Zdaj po eni strani ga moti, ker za razliko od hrvaških izseljencev nočejo financirati njegovega delovanja, pravi, da so preč škrti za razliko od Hrvatov. Po drugi strani ga pa moti ravno to, da ne želijo pristati na srbsko kraljevo hišo. Oni pravijo, ok, že to nam je malo težko, da se moramo posloviti od starodavne monarhije, mimo grede, eden od konzulov, generalnih konzulov Avstro-Ogrske v Ameriki je bil prav Slovenec, Ivan Švegl, izgleda. Skratka, že to jih moti, zdaj pa kar naenkrat zamenjali to z neko monarhijo, s katero nimajo Slovenci v stoletjih nobene povezave. In so raje za republiko. Torej, dilema je, in seveda postavljanje Slovenije med Srednjo Evropo in Balkanom je tisto, kar tematiziram potem v tem zadnjem poglavju, kjer se malo igram tudi s temi koncepti potem povezovanja z Evropo in kjer pridemo seveda potem do enih zanimivih zaključkov, ki ima tudi ene personalne povezave. Recimo, Majniško deklaracijo prebral Korošec. In ta deklaracija je seveda potem kasneje v historiografiji dobila naziv Jugoslovanska deklaracija. Ker bo treba poudariti, da je s tem dokumentom se slovenstvo odločilo za Jugoslavijo. Potem pa, ko sledimo ta, bi rekel, razvoj skozi kraljevo Jugoslavijo, ko pridemo do tiste prve velike prelomnice po njih ljubljanskih punktacij iz začetka leta 1933,
vidimo, da takrat Korošec, ki je tik pred tem, da ga pošlje v internacijo, pristane na neko bolj samoslovensko opcijo. In nastanejo ljubljanske punktacije, ki imajo pa že naziv Slovenska deklaracija, kar se danes pozablja. Ne? Sicer ni bila ravno maja narejena, bila je narejena za Silvestrovo v stanovanju na Blajvajzovi Izidorja Cankarja, ampak vendarle, bila je Slovenska deklaracija. No in potem seveda imamo eno obdobje, in to bi se mogoče naslonil na to, kar je gospod vprašal glede OF in teh povezav, krščanski socialci in ti prelomni dogodki. Ne? Potem sledi neka cezura, to je treba jasno povedati. Zdaj, jaz bi zdaj težko tu šel tako daleč, da bi lahko neke povezave v tej smeri dajal. Lahko pa rečem naslednje. Ne? Ko pride potem do slovenskega osamosvajanja, do nekih novih konceptov, kako na novo urediti življenje za jugoslovanskimi narodi, ne? Imamo eno novo deklaracijo, ki vsi poznamo, ne? To je drugo majniško deklaracijo, ki pa po mojem mnenju je ravno nasprotje deklaracije leta 17. Čeprav ponekod preberemo, no, to je neka kontinuiteta in to, ko smo zahtevali takrat, zahtevamo zdaj in tako naprej. Ja, seveda gre za osnovni premislek o tem, kaj je za slovenski narod v njegovem vitalnem nacionalnem interesu, v povezavi z drugimi narodi. Ne? Ampak druga majniška deklaracija zelo jasno piše o slovenski državi. Ne? Omenja tudi južnoslovanske narode in sporazumno odločitev, kako bi se povezali z njimi, ampak to je popolno nasprotje od tega, kar trdi prva majniška deklaracija. Ne? No, je pa seveda ena povezava, ne, med obema deklaracijama. Ne? Kot sem dejal, duhovni Korošec je prebral prvo majniško deklaracijo in takrat je imel tudi enega ministranta. In ime je bilo Tone Pavček. In njegov ministrant Tone Pavček je prebral drugo majniško deklaracijo. Najlepša hvala. No, če mislim, da ni več vprašanj, se seveda še enkrat najlepše zahvaljujem obema gostiteljema, vsem, ki ste svojimi mislimi pripomogli k tej današnji predstavitvi in še enkrat v imenu vseh mislim, da lahko čestitam Andreju Rahtanu za knjigo, vam pa želim in nam vse skupaj še en lep dan. Nasvidenje. Da vas povabim na še eno predstavitev knjige, ki bo pa 23. junija v Celju. Takrat bo sodelovala tudi doktorica Tamara Griser-Pečak in pa kar nam je posebno veselje in danes še ni bilo omenjeno tudi kardinal dr. Franc Rode, ki je knjigi napisal tudi sprednjo besedo, knjigo Navod in vendarle omenja tudi tisto drugo blaženo plat cesarja Karla. Tako da povabim 23. junija pa v Celju. Hvala.